Torej, dobrodošli, dame in gospodje, danes bomo predstavljal naše potovanje na convention v Italiji. V redu, ok, tak, v redu, sliši se? Torej, kaj bomo predstavil je Luka convention v Italiji, največji, celo viden kot največji convention v Evropi, zaradi tega, ker zaperejo celotno mesto dol samo za en mali convention. In da vam razložim celotno pot, kako je bilo planiranje, kako je bilo potem sodelovanje, da smo potem skupaj lahko prišli dol v Italijo, kjer je zelo daleč, zelo dolga pot, avto je bil celi bogi, imeli smo 3 avtomobile, imeli smo 15 ljudi, and it was like najhujša pot vseh časov je bila, ok, bomo tako rekel, ja pa je bila. Zdaj pa da vam začnem najprej samo, kaj je to Luka. Luka je mesto v Italiji in je obzidano mesto, celotno mesto je obzidano, stari del je obzidan in tu notri v tem starem delu se dogaja celoten convention. Imajo velike stojnice, ki so razporejene po celotnem mestu, tu in tam, ti dobiš zemljevid in s tem zemljevidom se moraš ti znajti v zelo zakompliciranem terenu. Moram vam reči, šel sem v doline, takšne, ko še nisem videl, pa spuste, da sem kar mislil, da umr parkrat. Ampak no ja. Davor kaže slike, jaz se moram odmakniti, ker sem na poti. Okay. Tukaj vidite par pozicijskih slikic, ki so nas v cosplayanju in cita per Luka. To vam pove, da smo bili v Luki. Zdaj začnem od čistega samega začetka. Pot je bila tako. Zbudili smo se ob 6. zjutraj, smo se najedli, smo šli v šolo, smo potem prišli v Ljubljano in smo potem se ob 1. zjutraj v Kopru, ob 1. zjutraj v Kopru smo se dobili z 15 ljudmi. Teh 15 ljudi smo šli z 3 avtomobili na našo dogodivščino, ki se imenuje Luka Comics. Da smo lahko komunicirali med sabo, bi bilo zelo drago se pogovarjati preko mobilnega telefona, saj to bi bila potem cena, Uber visoka in mi nismo imeli toliko denarja, ker tako smo že bili celotni por in smo komaj zbrali tistih par evrov, da smo lahko šli na takšno dogodivščino, kot je bila Luka, in smo si kupili smo walkie-talkie. To je bilo res neverjetno, ker smo več čas delali Houston, we have a problem, Houston. In je bilo res legenda. Road trip takega, kot še nisi doživel. In potem pa pridemo dol v Luko. No, najprej smo prišli v Italiji v Piso, kjer smo prespali in tam smo prenočili prvi dan brez conventiona, tako da smo se lahko sprostili, da smo lahko šli spat, da smo se lahko umirili, ker je res bila težavna pot, vam povem. In pa potem, ko smo, čakaj malo, kaj je bilo potem, naslednji dan je bil prvi dan Luke. Smo šli za avtomobili naprej in da vam povem, ne boste mi verjeli, vsak dan smo imeli srečo ali karkoli smo imeli, ampak da si lahko parkiral, si mogel biti znanstvenik. Prvi dan smo parkirali zraven železnice na neki travi. Drugi dan so nam zasedli to pot na železnici na tej travi in smo morali po nekim drevesu, kjer bi nas lahko že kaznovali zdavnaj, ampak who gives a damn, we're cosplayers. Tretji dan so nam še to zavzeli in smo resnično parkirali na prostoru, ne vem, kako bi vam razložil, dobesedno na drug avto bi šli, če bi lahko, ker to je bila sobota, ljudi na tisoče, komaj kaj si se lahko znašel in resnično bilo hudo. Še 4 minute? Ok, še 4 minute imam, so mi rekli, tako da vam razložim, 1., 2., 3. in 4. dan. Šlo je tako, lepo počasi in po pravilih. Prostor je bil obzidan. Prvo, kaj je, vsi potegnali ven naše gear za plezanje in smo začeli tisti zid poskušati priti gor. Vam povem, tak strm. Počutil sem se kot Altair. Najboljše što? Bil si v Italiji. Altair v Italiji? No. Ezio Auditore de Firenze. Se oproščam, res, to pač moja napaka. In pa potem mesto od znotraj. Super, lepo, res čudovito, ampak ena majhna napaka v celotni zadevi je bila to. Niti malo slovenščine, niti malo angleščine, nič.
Ok, cosplay, no pač. Da vam povem še o cosplayu, cosplay je bil super, se vidite slike so neverjetne. To smo mi, Marko in jaz. Jaz sem grd, spriši mene. Marko! Ok, no, pač Aizen in Altairji in... to je morali videti. Veliko je bilo Ezio, tretje generacije, kaj je že. Davor, resno, to boš kazal ljudem? Idiot. Veliko je bilo Code Geassa, veliko je bilo vsega možnega. Prvi dan, kaj smo mi cosplayali? Prvi dan sem jaz Code Geassa cosplayal, ostali nijem več pojma, kaj so cosplayali. Drugi dan smo cosplayali Fairy Tail in smo bili zakon, res neverjetni. Potem smo še našli par drugih Fairy Tailov karakterov in smo jih povabili k sebi in smo se skupaj slikali in smo bili a one big happy family. Tretji dan, tretji dan je že bil malo depresiven. Tretji dan sem si naredil, tretji dan za sebe samo, vem za ostali, nijem pojma, kaj so delali. Vem, da so neke superheroje cosplayali, to mene ne zanima preč. Dal sem si Hug sign, tak ful luškan sem imel Hug, pa tak še narisanega Happyja, da sem ga zgubil. Ampak kaj je finta? Italijani ne vedo niti kaj je Hug. I didn't even get a hug. It was the most depressing moment ever. In četrti dan pa smo bili vsi že out, vsi že zmatrani, vsi že depresivni. Cosplayali smo, kaj? Pandora Hearts. Smo Pandora Hearts cosplayali in to je bila ena velika dogodivščina, kako je bilo v Italiji Luka Comics. Priporočam vsakomur, da si gre ogledat, kako je Anime Convention, ker Anime Conventioni so nekaj neverjetnega. Slovenija to zelo dobro prikaže basics of Anime Convention, ampak če greste res na tiste velike Anime Conventioni, kjer na trati sami cosplayeri in trgovine polne merchandise in vseka, to je neverjetno. V redu. Hvala lepa za vaš čas. Zmanjkalo mi je časa. Upam, da ste me radi poslušali, ker vem, da jaz nisem rad govoril. In se vidimo naslednjič. Hvala lepa. Luka Comics! Ne, Makon! All the way! Woo!